Dobrodošli v novem videu in danes imamo spet en kripto video oziroma kripto trading video. In ta danes bo mogoče za malo bolj experienced traderje, čeprav ga bova dala mogoče v serijo kripto trading za začetnike, ampak to bova naredila v bistvu samo zato, ker pač basically nimava druge serije in v uni pač razložim te osnove, kar se tiče tradanja, ampak bi rad rekel, da to, kar bomo danes govorili, ne priporočam nobenemu začetniku, ker pač obstaja nevarnost, da si s tem lahko zgubite basically ves cash, ki ga imate na vašem trading accountu. No, to je zato, ker danes bomo govorili o Unified Marginu. Se pravi, kaj je to, kako ga lahko dobite, kakšne so prednosti, kakšne so slabosti. Bi pa rad dal najprej en disclaimer, se pravi, kot sem rekel prej, tega prvo kot prvo ne priporočam nobenemu začetniku, drugo kot drugo pa se veste, to ni finančni nasvet, ta video ni video, o katerem bi jaz priporočil ta Unified Margin za kogarkoli. Tukaj pač morate sami narediti svojo odločitev, a se vam to splača, a se vam to ne splača. Jaz bom predstavil to, kakor dobro lahko, ampak ja, kakor sem rekel, odločitev je na koncu vaša in v bistvu iskreno, če vam dam en nasvet, ne vzemati finančnih nasvetov na YouTubu. Drug disclaimer pa, spodaj je Bybit link in to je affiliate link, se pravi, lahko ga uporabite, midva dobijo pol nek commission od fijev, ki jih vi plačate. No, zaradi mene ga tudi ni treba uporabiti, ampak če boste uporabili ta link, ki je spodaj, boste dobili nek sign-up bonus, ki boste na platformo nakazali denar. Ok, zdaj pa v bistvu, če gremo kar v ta Unified Margin, kaj je to. In v bistvu si bom uporabil kar ta Bybit website, ker se mi zdi, da je dosti lepo razložen. Bom pa zraven pač še razložil, ne. Prvo kot prvo, rabite imeti account $5000 ali pa več za to funkcijo. Aha, pa preden pozabim, rad bi še povedal, pač Bybit je pred kratkim uvedel to funkcijo, ampak v bistvu imate to funkcijo več ali manj na vseh profesionalnih trading platformah, tako da to, kar bomo danes govorili, v bistvu se lahko prenese na kjerokoli izmed teh platform, bo pač isti principi. Ok, what is a Unified Margin account? Se pravi, Unified Margin account is a cross-collateral account that allows users to trade USDT perpetual, USDC perpetual and USDC options simultaneously using all supported assets in a single account without transferring assets back and forth across multiple accounts as collateral. Torej, vi lahko tradate vse te tri, se pravi, USDT perpetual, USDC perpetual, USDC options, se pravi vse te futures opcije, ki jih ponuja Bybit. No, in v bistvu, kjerkoli od teh assetov holdate na kjerkoli od teh opcij, se pravi, če holdate USDT, lahko to uporabljate v bistvu kakor collateral za kjerkoli izmed teh treh funkcij. Če vam dam recimo en primer, vi imate USDT, se pravi na USDT perpetual accountu, no, zraven pa recimo tradate še recimo USDC optionse, vi lahko uporabljate ta USDT, ki ga imate na USDT accountu, kakor collateral tudi pri USDC optionsih. Se pravi, kaj je fora v bistvu tega accounta, stvari naredi dosti preproste, ne rabite si prelagati denarja med accounti, v bistvu imate, pač lahko uporabljate ves vaš ta portfolio, no, kakor collateral. Se pravi, kakor nek cross margin na stercih je to. Če gremo zdaj naprej, na prednosti Unified Margin accounta. Se pravi, cross collateral trading, to je v bistvu to, kar smo lihkar rekli. Rad bi tukaj izpostavil, da trenutno supportajo USDT, USDC, BTC in Ethereum, se pravi, kjerkoli od teh assetov, ki jih imate, lahko uporabljate kakor collateral, kakor smo prej rekli, na vseh teh accountih, karkoli pač tradate. Enhanced Capital Efficiency, kaj to pomeni, bom v bistvu kar po slovensko povedal. Recimo, da imate vi odprto pozicijo
pri USDC optionsih in rečemo, da ste pri tej poziciji 500 evrov v plusu. No, hkrati imate pa odprto še eno pozicijo, recimo v USDT Perpetual, no in v tej poziciji pa rečemo, da ste 500 evrov v minusu. V tem primeru se bojo losi iz ene pozicije, v tem primeru iz te USDT pozicije, in pa profit iz druge pozicije, se pravi USDC optionsov, te losi se bojo offsetali oziroma se bojo izničili. In pač v tem primeru, ko se losi offsetajo, boste v bistvu imeli na uni poziciji, ki ste v minusu, ful manjši, ful nižji liquidation price, kot bi ga imeli drugače, ne. Zdaj, tukaj bi dal še en disclaimer, da itak ne gledati liquidation price-a kakor vaš risk management, ker tako boste izgubili vaš portfolio, ampak ja, no, v tem primeru bi bil to. Poleg tega se lahko tudi unrealized gainsi na kateremkoli pač izmed teh akauntov uporabljajo kakor collateral. Se pravi, na unmu akauntu, ko ste v plusu, rečemo, da ste pri USDT Perpetual v plusu za 500 evrov, teh 500 evrov se v bistvu uporablja pol kakor collateral lahko za recimo USDC options, ne. Torej, če boste hiteli vaš liquidation price, boste izgubili tudi te unrealized gains. Ok, high performing API. To API pomeni Application Programming Interface in to je potrebno, da se recimo povežete na exchange, imate dostop do real-time data na exchangeu, v bistvu potrebno, da sploh tradate in v bistvu take podobne stvari. Poleg tega to še zaščiti vaše podatke, da vam v bistvu noben ne more vdreti v account pa pač vam vzeti cache iz accounta. In v bistvu na Bybitu je basically najboljši API, plus poleg tega na temu Unified Margin accountu v bistvu še boljš deluje. Ok, če si pogledamo zdaj razlike med Unified Margin accountom pa Derivatives accounti. Se pravi, traden se, to smo že povedali, lahko vse te tri opcije, USDT Perpetual, USDC Perpetual, USDC Options. Medtem ko pri teh dveh akauntih lahko tradate ali samo USDT Perpetual ali pa pač USDC Perpetual pa USDC Options. SSS Collateral smo že prej povedali, lahko je USDT, lahko je USDC, lahko je Bitcoin, lahko je Ethereum in pravijo, da jih bojo v bistvu še več bilo kmalu. Medtem ko pač tukaj se mi zdi dosti logično, na Derivatives accountu lahko samo USDT, na USDC accountu samo USDC. Ok, Position Mode je samo one-way mode. Kaj zdaj to pomeni? One-way mode pomeni, da če imate vi odprt recimo position, ko ste en Bitcoin long, pa position, ko ste en Bitcoin short, se boste te dva positiona izničila, offsetala se bota, torej ne boste imeli odprtega nobenega positiona. Medtem ko recimo pri two-way modu bi v tem primeru imeli odprt in en Bitcoin long position in en Bitcoin short position. Čeprav ne vem, zakaj bi sploh uporabljal two-way mode, ne vem, kaj so benefiti two-way moda, ampak ja, pač jaz sem vedno uporabljal one-way mode, se mi zdi dosti logično. Margin mode imate seveda samo cross margin mode, zato ker basically uporabljate vaš account na vseh teh treh opcijah accounte, uporabljate kakor vaš collateral. Se pravi cross margin, če kdo slučajno ne ve tega, pol ne sploh ne razmišlja o Unified Margin accountu, ampak cross margin basically pomeni, da uporabljate vi vaš account kakor collateral, medtem ko pri isolated marginu v bistvu uporabljate samo tisti denar, ki ga pač uporabite za pozicijo kakor collateral. Torej tukaj bi bil v bistvu edina slabost tega accounta, če lahko tako rečem, da pač
če hitate vaš liquidation price, boste izgubili vse, a ne. Ampak, ja, v bistvu edina stvar, ki jo rabite pri temu, je dober risk management. Če tega nimate, še enkrat povem, ne uporabljati Unified Margina. Drugače se mi pa zdi pač no-brainer ta Unified Margin, kakor sem rekel, ni finančni nasvet. Ampak ja, v bistvu se mi zdi ful lažje vse skupaj. Kakor sem rekel, če imate slab risk management, pač sam ne tega uporabljati. Začnite rajš, ali najboljše v bistvu brez leveragea, ali pa na isolated leverageu, pa z zelo majhno vsoto, pač da izgubite. Ja, to se mi zdi v bistvu, da dobro razloži, kaj je Unified Margin. Zdaj bi pa rad pokazal še, kako lahko dobite Unified Margin account na Bybitu. Prvo morate klikniti spodaj na link, si narediti account, če imate že account, v bistvu greste kle pod assets-e. To sem naredil nek nov account, v bistvu, kakor vidite, nimam nič cache gor, zato ker na svojem accountu sem že upgradal na ta Unified Margin mode. Ok, kaj morate narediti? Se pravi, kakor sem rekel, greste pod assete, tukaj greste na derivatives ali pa na spot ali pa na USDC derivatives, nima veze v bistvu, na kjer account greste. No, in pol imate tukaj gor upgrade to Unified Trading, se pravi, kliknite upgrade now in vam bo pokazal tole, upgrade to Unified Margin, Bybit launch to Unified Trading account, that supports, zdaj že 60 assetov, kakor collateral, se pravi v bistvu še več assetov, kakor smo gledali prej, ne. No ja, you will be able to perform derivatives, bla bla bla, v bistvu smo že razložili vse to prej, kliknite next. Tukaj mogli boste nek kviz rešiti, zato da pokažete, da pač ste bili seznanjeni z vsemi tveganji, ki pridejo zraven Unified Margin accounta. Mislim, da sem jih jaz že dobro razložil, če kdo slučajno ne ve. Ok, odgovorili boste ta kviz, ne vem, lahko ga rešimo zdajle skupaj. Will using collateral assets to buy non-collateral asset increase the risk rate of Unified Trading account? Ja, bo, a ne? Logično. Under the Unified Trading account, will liquidation of spot assets be triggered when maintenance margin reaches 80%, and will liquidation of derivatives positions be triggered when maintenance margin reach 100%? Tudi to smo rekli, da ja, da vas bo likvidiral. Are only cross margin and one-way modes supported for derivatives trading under the Unified Margin account? To smo tudi pregledali, ja. Does Unified Trading account start charging interest when the borrowed asset exceeds the interest-free range and active auto repayment when account reaches a certain level? No, tudi to, ja. No ja, jaz ne bom submitil, tukaj morate klikati submit, zato ker je pač to nek fake account. Ampak ja, v bistvu to je vse, kar rabite vedeti za Unified Margin account. Mislim, da sem vse razložil. Če imate še kakšne vprašanja, jih napišite v komentarje in jih bom probal odgovoriti. Drugače pa to za ta video. Še enkrat bi rad poudaril, tega ne moram dosti poudariti, da če ste začetnik, če nimate dobrega risk management strategije, ne uporabljate Unified Margina, ker boste izgubili ves svoj cash. Ja, to je pa to. To je to za ta video. Hvala, ker ste gledali, pa se ga